Na Radizilski progi so v organizaciji AMD Orehova vas izpeljali 5. dirko sezone jugozahodne cone Evropskega prvenstva v motokrosu. Najboljši motokrosisti sveta so se 11. letos merili za točke svetovnega prvenstva. V Nemčiji Gajser do zmage, Pancar pa do odličnega 6. mesta. AMZS Center kartinga in motošporta v Slovenji vasi je gostil drugo dirko državnega prvenstva v kartingu, ki so jo pripravili člani AMD Ptuj. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V okviru Evropskega prvenstva so člani AMD Orehova vas na Radizilski progi pripravili 5. dirko, ki je štela za točke jugozahodne cone v razredih do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Kot celota je vse skupaj laufalo, kot smo si zamislili, in je bilo uspešno organizirano in izpeljano. Kljub vročemu vremenu in vetrovnemu, suhemu smo uspeli nekako prebroditi krizo z prahom, tako da smo uspešno polivali. In jaz mislim, da je vse skupaj zelo dobro uspelo. They showed that they can handle actually all kind of weather. We had bad weather before the race, we had warm weather during the race. This was actually hard to handle for them, but they managed. We had a good track. Ob številnih tujih voznikih se je na progi preizkusila tudi 11-terica slovenskih tekmovalcev z licencami AMZS. Proga mi je bila dobra, v drugi dirki so bila kar luknja, drugače pa je bilo super. Proga je bila danes uničena, popol so bile špore na nekaterih skokih, ampak proga mi je bila všeč. Proga je bila za Evropsko prvenstvo vrhunsko pripravljena. Naredile so se kanali, luknje zaviralne in pospeševalne, tako da proga je bila zelo uničena in tako tudi rabimo, tudi za trening in nasploh za Evropsko dirko. In total, good event. We would like to come back in the future for the same kind of races. V razredu motorjev s prostornino do 65 kubičnih centimetrov je bil v najboljšem položaju za preboj na finalno dirko na Češkem Alex Novak. Mladi Brežičan je v prvi vožnji kljub težavam osvojil 3. mesto. Vodil sem pol kroga, potem v enem vinku mi je motor še ugasnil in ga potem nisem mogel žgati, pa sem malo pogledal, pa sem videl, da je bil bečin zaprt. Potem so pa od zadnjega mesta prišel na 3. Odličen drugi pa je bil Taj Vidovič. V prvi vožnji sem štartal bolj slabo, pol sem se boril po lesčicah in sem prišel do 2. mesta. V drugi vožnji sta slovenska motokrosista zamenjala vrstni red. Obakrat pa je bil najhitrejši Avstrijec Ricardo Bauer. Novak je na dirki osvojil 2. mesto, Vidovič pa 3. Nisem se nekaj tako dobro peljal v teh 4 dirkah, pa sem dal v tole dirko vse od sebe, kar sem zmogel. Luka Jurič je bil na dirki skupno 16., Nejc Kralj 17., Taj Goleš 19., Leo Gajser pa 20. Na finalni preizkušnji bo vozil Novak, ki je po 5 kvalifikacijskih dirkah jugozahodne cone zasedel 5. mesto. Vidovič pa je skupno tekmovanje končal na 12. mestu. Danes sem kar bil zadovoljen svoje vožnje. Zelo sem si želel priti v Loket in to še moje želje spomnimo. V močnejši kategoriji motorjev s prostornino do 85 kubičnih centimetrov so z licenco AMZS na dirki vozili Miha Vrh, Lukas Osek, Gal Geršak, Teo Šukljan in Val Slavec. Slednji se je žal poškodoval na ogrevanju in nato ni nastopil. Največ oči je bilo uprtih v Vrha, ki je po 4 dirkah z 10. mestom ohranjal upanje na preboj v finale na Češko. Prve vožnje ni začel pretirano dobro.
Skoraj zadnjega mesta sem prišel na 4. mesto. V drugi vožnji je bilo za vrha podobno kot v prvi. Imel sem zelo slab štart, ampak vseeno mislim, da nisem se sprostil, nisem dobil občutka in bila je v bistvu nevarna vožnja. Ni bil vse pod kontrolo. No. V cilj je pripeljal 5. in si zagotovil skupno 8. mesto ter pot v finale na Češko. V Loketu so moji cilji, da bi prišel med top 20, kar si pa res želim, je pa, da bi top 10 prišel. Potreben je pa dober štart, ki ga tukaj ni bilo, in lepo odpeljana vožnja. Obe vožnji je dobil italijanski voznik Filippo Mantovani. Slovenski vozniki pa so se na dirki skupno zvrstili: Lukas Osek 11., Gal Geršak 12. in Teo Šukljan 20. Enajsta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Nemčiji. Gostila jo je proga Talkessel v Teutschentalu. V razredu MXGP je Tim Geister že v kvalifikacijah pokazal, da se je vrnil v zmagovalno formo. Suvereno je bil najhitrejši, kar je bila lepa napoved za nedeljski vožnji za točke. V prvo vožnjo se je slovenski motokros šampion izstrelil kot puščica. Tako je prevzel vodstvo in ga nato v svojem ritmu suvereno držal v rokah. Do konca vožnje prvega mesta ni več izpustil iz rok. Prva vožnja je bila perfektna. Tudi v drugo vožnjo se je Gajser znova podal zelo agresivno in odločno. A tokrat je bil v prvem ovinku malce zaprt, zato je na prvo merilno točko pripeljal drugi. Pred njim je bil samo Jeremy Zever, ki je bil zelo razpoložen in dosleden pri premagovanju skokov ter ovinkov. Gajser ni pretirano tvegal, saj je dobro vedel, da tudi drugo mesto v drugi vožnji prinaša skupno prvo mesto na dirki. V drugom mi štart mogoče ni uspel tako dobro, tako da sem na začetku mogel par voznikov prehiteti in potem sem prišel za Jeremija, kateri je imel dober tempo in sem sledil in potem na koncu malo popustil in se zadovoljil z drugim mestom, tako da zelo sem zadovoljen. Gajser je tako po 5 tednih spet stal na vrhu zmagovalnih stopničk, v skupnem seštevku pa ima 101 točko prednosti pred prvim zasledovalcem Jeremyjem Zeverjem. Moram reči, da sem zadovoljen z vikendom, skozi sem se zelo dobro počutil na motorju. Hvala celotni ekipi in komaj čakam Indonezijo čez 2 tedna. V razredu MX2 je Jan Pancar tokrat imenitno opravil s kvalifikacijami. Vse skozi se je enakovredno kosal z najboljšimi in osvojil zelo dobro 7. mesto, kar mu je močno olajšalo delo v nedeljskih vožnjah. V prvo se je pognal zelo odločno in samozavestno, kar mu je prineslo izvrstno 3. mesto na prvi merilni točki. Ob koncu prvega kroga je bil 4., nato pa ga je prihitel le še danec Mikel Harup. Čeprav so ga napadali tudi drugi, pa je vse tekmece rutinirano zadržal za seboj in se v cilj prve vožnje pripeljal na odličnem 5. mestu. To je za Pancarja pomenilo najboljšo uvrstitev v posamezni vožnji v karieri med vozniki razreda MX2. Zmagal je sicer v napetem finišu Tom Vial, drugi pa je bil Jago Gerc. V drugo je Pancar želel ponoviti rezultat iz prve vožnje, vendar mu štart ni uspel po željah. Prvo merilno mesto je prepeljal 10., a se je nato hitro zbral. Dvignil je ritem dirkanja ter napredoval po lestvici do 7. mesta. Zmago v vožnji in prvo v karieri skupno na dirki si je privozil Thibaut Benisson. Pancar je na dirki zasedel skupno 6. mesto, višje še ni bil. V skupnem seštevku bo na naslednji dirki rdeča številka vodilnega na motorju Jaga Gerca. Pancar je s 162 točkami 12. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva.
AMZS Center kartinga in motošporta v Slovenji vasi pri Ptuju je bil v nedeljo 12. junija prizorišče druge dirke sezone za točke državnega prvenstva v kartingu. Preizkušnjo je zaznamovala vročina, ki je pošteno razbelila asfalt in poskrbela za zelo zahtevno dirko. Mislim, da je glede na število voznikov in da je to bila naša letošnja prva dirka, da je kar nekaj mejah normale potekalo. Tako da jaz mislim, da smo lahko zadovoljni z izidi, ki so se pač pokazali. V najšibkejšem razredu Rotax Mikro mlade upe kartinga razmere niso presenetile. Zelo je bilo vroče, pa zmagal sem tudi to zaradi tega, ker sem bil na vročino pripravljen. Majtušek Haladeja je tokrat ugnal vse tekmece in je osvojil pokal prvega mesta za državno, pa pokal prvega mesta za sportski. Drugo mesto na dirki si je privozil Filip Ferk Žerak, tretji pa je bil debitant na tovrstnih tekmovanjih v letošnji sezoni Timon Grgič. Tudi v kategoriji Rotax Mini je bilo zanimivo, saj so se vsi brezkompromisno lotili proge. Zmagal je Nik Brecelj, ki pa je imel tudi nekaj težav. Prvo dirko je neki tata pozabil, vžigal je pozabil za zrak, tisti čop. In pole ni šlo in zato sem bil četrti. V drugi in tretji dirki je vse nadoknadil in se zavihtel na vrh zmagovalnega odra, na katerem sta stala še Taras Telebak-Bolta in Jure Levar. Najštevilčnejša je bila udeležba v razredu Rotax Junior. V zelo močni konkurenci je o končnem prvem mestu na dirki odločala šele tretja vožnja dneva. Kandidatov za zmago je bilo veliko, na koncu pa se je prvega mesta veselil Nik Trobec. Dirka bila zanimiva. Prvo dirko sem bil drugi in drugo dirko tretji. Tretjo dirko sem pa zmagal, čeprav je bila tudi malo po sreči, sem zmagal, ko so se Vidmar in Bogunovič zaletela v prvem krogu. Drugo mesto je zasedel Aleksandar Bogunovič, ki je v drugi vožnji odstopil. Tretji pa je bil Aljaž Vidmar. To je bila druga dirka. Mislim, da sem še zmeraj vodilni, in upam, da mi bo šlo tudi tako dobro naprej. V članski konkurenci Rotax Max se je Maj Sadar v vseh treh vožnjah prvi pripeljal čez ciljno črto in potrdil, da je v zelo dobri formi. Prva dirka je bila nekoliko lažja, medtem ko druga dirka sem imel tudi nekaj prehitevanj. Tretja dirka sem pa samo še finiširal in dan sem zaključil na super način. Drugo mesto je pripadlo Dimitriju Mlakarju, tretji pa je bil član društva organizatorja dirke Taj Kovačič. Med tekmovalci v razredu Rotax DD2 je bil vnovič z naskokom najboljši Ksen Deruve, ki je na dirko prvič prišel povsem drugače kot na vse prejšnje. I got married with my Slovenian wife, so big change. Belgijec, ki nastopa z licenco AMZS, je pokazal, da je izvrstno pripravljen in zasluženo prvi. Never getting used to it, but yeah, we always try our best and that's the goal. So it was a great weekend, everything clean sweep, so qualifying pole and then 3 race wins. Na odru za najboljše sta mu tokrat družbo delala Primož Matelič in David Brunčič. V kategoriji KZ2 smo imeli v treh vožnjah 3 različne zmagovalce. Na koncu je bil najboljši Jan Skledar, ki je iskreno priznal, da je bilo naporna, zelo naporna. Temperature so bile zelo vroče, tako da pa konkurenca tudi bila tako, da je bilo zelo naporno. V nadaljevanju sezone čaka Skledarja težko delo, če bo želel obraniti pozicijo, ki si jo je privozil v skupnem seštevku. Zaenkrat še na prvem mestu. Upam za naslednjo dirko, da bo ostalo tudi enako, vendar konkurenca tudi zelo napreduje, tako da upamo na najboljše. Za lepo presenečenje je z drugim mestom na koncu poskrbel veteran Karim Greblo, tretja pa je bila Sara Markučič.
V nedeljo 19. junija bo na dirkališču Slovakia Ring na sporedu tretja dirka državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. Prav tako v nedeljo 19. junija se bodo v Škednju za točke državnega prvenstva tretjič v sezoni merili motokrosisti.